Pozdravljeni. Kar boste videli, so pristni, avtentični posnetki. Nobenih trikov s kamero, nobenih zaigranih dogovorov. Vsi gledalci so sodelovali prostovoljno. Vsi so odnesli nepozabno izkušnjo. Moje ime je sam Sebastian. Dobrodošli v mojo magično resničnost. Dobrodošli v 6. čut. V tej epizodi Rok ter Kaj. Otroci bi se naučili čarati radi? Ja! Neverjetni šarlatanus Maximus in čarovnije v vrtcu Pernica. Mislim, da je bilo fenomenalno. Velikokrat me v goste povabijo tudi vrtci in šole. Čarati otrokom je v veselje in prav poseben pedagoški izziv, zato sem se v 15 letih nastopanj za otroško občinstvo prav posebej specializiral. Ni lepšega, kot videti nasmejane obraze in iskrice v očeh. Tokrat sem obiskal mini maturante v vrtcu Pernica. Andraž, mi primeš malo te žogce, prosim, tako ja, 1, 2, 3, 4, tako ja, tako, pa sem malo bolj sem se postavi, tako ja, čak, tako, mojster, evo. Andraž bo danes moj pomočnik, namreč, mi lahko kdo pove, kaj je tole? Kakšen klobuk, jaz imam klobuk na glavi, pa Andraž ga ima. Tole, dragi moji, je na prvi pogled teoreča, ampak to je v resnici super povečevalni stroj. Karkoli daš vanga, se poveča. In z Andražem bova poskusila narediti čarovnijo, bova te majhne žogce dala v super povečevalni stroj in če nam uspe, se bodo povečale. A boš poskusil takole eno za drugo, daj noter? Takole, koliko jih je? 4. Takole, Andraž, zdaj pa dobiš čarobno palico. Tako, izvoli. In sedaj boš zamahnil proti meni in boš rekel čarobne besede in fejs na glas močno zamahni, koliko gre. Sam Sebastian! Čok. A to je zame? Ja, super si, hvala ti. Daj mi petko. Draž je močan. Ok, so žogce še noter, poglej. So majhne žogce? Ok, dajmo vsi skupaj z Andražem, verjet gremo zdaj. 3, 4, zdaj! In sedaj, Andraž, če nam je uspela prava čarovnija. Daj, primi to. Čak, odlično ti gre, Andraž. Koliko jih je bilo? 3, a ne? 4. Ne, 3 so, čak. Wow, pa res, daj primi še tole. Pa koliko še jih je? 1. Ne, a res? 4 so bile? Čak, potem je sigurno še... pa je res še 1. 4 žogce povečali smo jih. Odlično. Saj znate. Pazi zdaj, dobro glej, kje je kakšna žogica, ker to velja za vsako žogico. Ste pripravljeni? Ok, gremo zdaj skupaj. Kaj pa zdaj? Kaj zdaj? Kaj pa zdaj? Pa zdaj? Kaj pa zdaj? Ja, tako? Tu, če pade kakšna na tla, kaj pa zdaj?
predstava nas je nadvse fascinirala. Danes je umetnost pritegniti tako veliko množico otrok in mislim, da je to San Sebastianu danes izvrstno uspelo. Po odzivu publike, kajti najmlajši otroci so največja kritika, mislim, da je bilo fenomenalno. Predstava zelo zanimiva, primerna otrokom njihovih starosti. Zelo so uživali, starši pa bi se najraje od San Sebastiana naučili tisti trik, ko so vsi otroci ubogali in šli na svoja mesta. Skupaj z otroci sem tudi jaz uživala v predstavi. Všeč mi je bilo, San Sebastian je otroke dobro motiviral, sodelovali so in se res vživeli v ta svet čarovni. Reper Rok Trkaj je pravi apostol. Res lahko rečemo, da je rapostol, kot je naslov ene njegovih plošč. Poleg glasbene kariere pa je Trkaj trenutno aktiven tudi na osnovni šoli Savsko naselje v Ljubljani, kjer sem ga obiskal ter učence 3. B razreda tudi naučil nekaj čarovnij. Čau. Kaj zdaj? Včas mi je, da se vidiva zdaj po tolikih letih. Tako. Pravzaprav, če se spomnim nazaj, mislim, da kar 10 let že tega, kar smo se spoznala. Takrat si ti snemal album svoj, mislim, da Prvenec. Ja. Ti si snemal Dih iz mano video spot na kliniki, ne? Kliniki, potem avtomobilu, pacient avtomobilu noter. Ja, tam si snemal video spot, to se spomnim, in tam smo se srečali, kajti jaz sem bil urgentno tja pripeljan po delovni nesreči z elektriko, namreč na prireditvi z glavno zabavo me je stresel štrom. Točno. Pravzaprav, zakaj to sem omenil? Zato, ker takrat sem se jaz drugič rodil. Jaz sem takrat res preživel noč na urgenci in jaz sem se drugič rodil. Podarjena mi je bila še ena možnost in tako da sem lahko dihal naprej, ne. Tako da sem lahko, a veš, še 10 let pozneje diham s tabo zdaj in je 10 let pozneje vse okej? Vse. Mislim, kar se tiče teh lastnih želja in ambicij, da se izpolnjuje to definitivno. Ti si lani izdal album Vse je okej, pa je sicer, to je sicer odraz ene zunanjih družbenih, zelo napetih situacij, ker sem poslušal album in je zelo tak jezen je, ne. Po drugi strani pa prav, da je vse okej. Upravičeno je, ne. Vse to je ta neka dvojnost tega sveta, ne, ki kaže na sliko, bodite mirni, bodite vse kul, vse v redu, bomo mi vse zrihtali. A splošen standard pa neka situacija pa iz dneva v dan slabša, a veš, in poje ta dvojnost, da je vse okej, ne. In ti reče vse okej, ni panike, zdaj pa res, zdaj bo pa nekaj novega, pa se pa ta stvar malo obrne, ne. To so te retorične igre, moč besede, ne, prepričevanja. Ja, res je. Ja. Študiral si teologijo, ne? Diplomiral? Poti, po katerih hodiš, romarske poti, a veš, ko vem, da si hodil marsikje že, ne, od Maribora do Ljubljane, pa verjetno še marsikaj, kaj jaz ne vem. Ne? Tako je. Ampak to je ena tudi simbolična, tudi notranja pot, verjetno je to pot raziskovanja. Ja, to je pač stik, ne. Človek najde v teh momentih, najde stik samim sabo, ker ti, ko hodiš in ko se ta zadeva ponavlja, ta proces, recimo en mesec se skupaj, ne, po 14 dneh se v človeku nekaj preklop, da ta hoja rata tako kot en trans, da gre človek v sebe in potem odkriva, v bistvu hod po sebi in hod naprej. In to je ena zanimiva izkušnja, kjer meni je dala pogled, koliko v bistvu malo rabim za srečo, da se je treba vedno v življenju naprej premikati in dala mi je neko mejo, da takrat, kadar je težko, ne, da se je izbudil nek glas v meni, ne vem, survivor mode, kaj se vem, da takrat stisnem naprej, ne, pol tudi v življenju, ne. Predvsem smo vsak dan zaposleni z nekimi vsakodnevnimi obveznostmi, ki nam mogoče pozornost odvračajo tudi od tega, kdo smo v resnici, pa
Pa jaz bi rekel, veš, od te, se pravi, ne vem, da se ti si, veš, čarovnik in tudi veš, ne, da neka bistva, da so očema nevidna, ne vem, nas učijo že čez življenje, uporabljate 5 čutov, veš, ne, ampak nikoli pa ne grejo na ta mejna področja, kaj se skriva iza, veš, infrardeče pa ultravijolične, mi smo samo v tem spektru, pa kaj pa od zunaj tega, koliko je enih energija, razumeš, koliko je nekih vibov, jaz temu rečem, ne. Teh izkušenj pa mi pravzaprav ne dobimo, ker nas sistem sploh ne poučuje o njih, ampak to so ključna vprašanja, pa sluh, kjer ga slišimo, ne vem, pa se že sliši več od nas, ne? Kaj se pol tam dogaja, zakaj tega ne raziskujemo, kakšna je resnica, se pravi, polje naše resnice, kakršno je samo eno, takšnega, kakršnega smo določili, pa to ni res, ne? Ker vsi vemo, pa tudi če greš brati neke spise, nekih modrecev, nekih jogijev pa tako naprej, je mogoča neka kontemplacija, je mogoča meditacija, kjer svoje vibracije razširiš, povišaš, poglobiš. In zakaj se ne pogovarjamo o tem? Zakaj mora biti vedno vse samo material po televiziji, da imamo malo zrito migati, da se te osnovni človeški nagoni sprožajo, samo strah, jeza in tako naprej? Zakaj se to dela? Zakaj? Zakaj se ne da človeku njegove celotne možnosti, kaj vse je lahko? Ne? In ne, to se pa ne izobražuje. To je pa že mejno, to ste pa že neki čarovniki, šarlatani. Aha, če pa nekdo mi kaže non-stop orožje, pa riti, pa kaj mi v bistvu učimo otroke s tem? Ja, učimo jih točno to, da so zmedeni. Da so zmedeni, da so v strahu, da so jezni. In te lastnosti, če lahko ti z neko tako potjo, da ugotoviš sam pri sebi, da se skriva toliko več in da daš potem tak vibe naprej, so to tiste stvari, ki so pomembne za razvoj človeštva. Ker mi vemo, kdo smo zdaj, ne vemo pa mi, kdo smo vse lahko in kdo smo lahko vse čez 30, 40, 50 let, kaj se bo vse odkril in kakšna odkritja nosimo vse. Točno to, ne. Zdaj, v tem trenutku smo pravzaprav v šoli. Osnovna šola Savsko naselje. Tako. In v medsebojni šoli, ne, ki se pogovarjamo. Ja, se to zmeraj, vsi tisti, kjer smo se pripravljeni še učiti, ne. Ampak tvoja vloga tukaj v šoli je kakšna? Mislim, zanimivo, da... Ja. Moja uradna vloga je spremljevalec. To je klasificiran poklic in sicer se pravi za nekoga, ki ima recimo težave, potem skrbim z njim se pogovarjam, najdejo kakšne dobre vrednote, ampak tista stvar, kar je pa pol mene, je pa to, da jaz vidim v teh otrocih talente. In to je tisto, kar najbolj, da je vsak ta mal se mu, ali pa ta mala se mu čez nek določen cajt kar narava za to poskrbi, da vzcveti v njemu talent. In potem, ko jaz ta talent opazim, ga poskušam ga razvijati naprej, poskušam ga motivirati, ne. In to je tisto, kar mene najbolj fascinira in kar sem najbolj vesel, da lahko v mladih razvijam kreativnost, a ne. Ker tega mi nismo imeli, ne. Mi smo imeli, da se to uči, ne. Nikoli pa nismo dobili tistega spektra, zakaj smo mi edinstveni, a ne. In da bi nas nekdo, to znaš, koliko je dober, pejt, gremo akcija, veš, ne, probi ti, hudo, veš, in že vidiš oči, ki žarijo in ugotoviš, da sploh ne rabiš nekega, bom rekel, ful velikega truda, ful velikega švicanja, da do mladih vzpodbudiš radovednost. Moraš jim samo pokazati neko pot, kje lahko grejo, kadar se jim zatakne, jih vzpodbujati malo naprej, vse ostalo pa naredi ta talent, pa veselje do učenja naredi samo, ne. In najlepše je videti te iskrce v očeh, veš, ko nekdo, veš, in to meni polepša dan in to je res, poleg glasbe je to ena stvar, ki me najbolj izpolnjuje in srečen sem, da lahko delam tukaj, res. Dobil sem eno idejo, ne, tudi in sicer je to, da naša šola zdaj se vključuje v projekt Open Up Education, ne. Open Up Education. Tako, ne. In tukaj je ogromno enih, se pravi, partnerjev, zraven, to je zadeva, ki je tudi od Evropske komisije in Evropske komisarke za šolstvo, se pravi, potrjena, da rata Slovenija, da rata razvojni projekt, v kaj se lahko šolstvo vse razvije, ne. In problem, kjer ga imamo mi danes, da nekdo konča osnovno šolo in potem reče, mami, jaz pa ne vem, kaj bi. In konča srednjo šolo, jaz pa ne vem, kaj bi. In posel neki nasvet in potem gre na fakulteto in potem kar naenkrat dobi knjižico
oziroma se postal v vrsto na zavodu za zaposlovanje. Kje tukaj nekaj fali, a ne? In naša želja je, da mi mladim na prijeten način, skozi način z igro, da jim predstavimo možnosti, kaj vse lahko delajo, da jim predstavimo poklice, da potem, ko nekdo konča 8. razred, že ve svojega talenta, kot sem prej govoril, že ve, kaj ga zanima in ve, kam se lahko usmeri. In to je tista najpomembna stvar, da ljudje delajo stvari iz sebe, ker jih te stvari veselijo in da se znajo usmeriti in da se sodeluje s starši, da se že prej upozori, da imajo te talente, da že prej probajo delati in koliko je to pol večja ena moč, ki ti že, ne vem, že pri 14 letih čutiš, si vesel, kako si se razvil naprej in greš še naprej v to smer raziskovati. Ni to nekaj najbolj fantastičnega. In zdaj bi s tebe prosil, da tega malo svojega znanja, tega svojega žara, ne, si ga imel, da ga daš na naše učence, z veseljem, po kjere grem zdaj iskat, pa da vidiš te iskrce v očeh, kaj se zgodi, ko se nekaj naučijo. Prav? Super, okay, no dajva. Zmerno. Pri čarovnijah je zmeraj malce ročne spretnosti, kot vidite, a ne? Vsaka stvar zahteva malce vaje in truda, da nekaj dosežeš. Nič ni tako, kar čez noč zrastlo nikoli, ne? Tako da moraš nekaj narediti za to, da potem nekaj znaš. In tako je za vsem. Pozneje vam naredim za konec še tudi darila iz balončkov, kot sem obljubil, ampak prej bi vam rad pokazal eno zelo, zelo neverjetno čarovnijo. Želite videti? Ja! Ok. Skratka, tukaj imam eno vrečko, pa kaj če mi roka uporabimo, kaj za to čarovnijo? Glej, karte poznate, verjetno ste igrali kdaj Črnega Petra, ker tam si lahko rok, vse si lahko tam, tako? Ja. Torej, kaj imamo tukaj živali? So račka je, potem imamo kaj to zajčka tudi, potem je kužek, kaj še imamo tukaj, da vidimo? Aha, imamo ptičje, pa še ena raca, pa pujsek, medved, kaj imamo? Lisica, lisjak, še eno. Hitri ste. Ptica. Kaj je to? Pujsa. Kaj pa to? Ptič. Je, točno, pa res, ja. Kozorog. Miš se poznate, žaba in tako naprej. To je v bistvu Črni Peter, ja, mucija, žaba in tako. To je karte za Črni Peter. Zdaj, Rok, ti, prosim, si boš eno karto izbral, ampak prej jih seveda premešaj. Ker premešaj jih. Zdaj pa, Rok, izberi katerokoli karto želiš, meni je ne pokazati. Njim jo pokaži, ampak ne mi povedati, katera je. To je bistvenega pomena, da jaz ne vem, katera je karta. Ne mi povedati, katera je karto izbere, Rok. Kjero bomo? Ne mi povedati. Ne mi povedati. Ja. A smo za? Ja. Lahko mi ostale karte daš. Tisto karto, ki si pa jo ti izbral, pa prosim, na lice karte se na veliko podpiši. Veš, kaj napisal gor? 3B. Ali pa 3B, tako da se podpišeš. Da vejo. Zakaj pa? Tako. Ne vem. Da označimo to karto, ok? Ja, to je vse v triku. Vi ste skupaj izbrali eno karto, 3B. Ok? Zdaj, takole ti spustim, pa kjerkoli želiš, reči jasno in glasno stop. Stop. Ok, no daj tvojo karto nazaj, pazi, da jaz ne vidim, ker odložijo sem. Tako, kar tako, odlično. 5. Premešano. Zdaj, če lahko na hitro preletim jaz vaše karte, bi rekel, da je vaša karta, da vaša žival ni slon in vaša žival ni miš. Je res? Ja. Ok. Ok, ampak jo bom poskusil poiskati na prav poseben čaroben način. Karte dam na vrečko. Ok, tako. Zdaj, če vidite, kje karto ne povedati, ne mi povedati. Karte sem dal na vrečko. Nekje je vaša karta. Zdaj pa dobro pogledaj. Ste kaj videli? Ne, se je že zgodilo. Glej. Ena karta pa je v vrečki. To je naša. Ena in edina. Katera karta je bila vaša? 3B. Črni Peter? Ja.
Kako je najdel? A boš Rok ti vzel? Kar izvoli, da spomin. Meni se je zdela zadeva zelo zanimiva, da so otroci v praksi videli, kako se lahko naučijo trikov, ampak največ pa vedno sami povejo. Otroci bi se naučili čarati radi? Ja, bi se znal. Ok, odlično. Tako da hvala lepa San Sebastian, hvala lepa ekipi Šesti čut. Super good in se vidimo in hvala za trud. Bravo, Nimci, lepa.